dogodkov v okviru našega ciklusa Slogi in drama. Danes bomo predstavili Olbija in ameriški sen. Jaz bi rada za začetek povedala, da je ta uprizoritev ameriškega sna in tudi naslednja v mali drami sodi v naše nekakšno poslavljanje od prostora male drame, ki, kot veste, potem, ko se bo drama prenovila, tega prostora ne bo več. Mala drama bo sicer še obstajala, še vedno bomo imeli mali oder, ampak ta oder ne bo več tukaj, kjer je mala drama, ampak bo čisto druge, bo v kleti na drugem koncu, se pravi diagonalno po prostoru. Zato se nam je zdelo nekako nujno, da ta prostor, ki je dejansko bil tako pomemben, mislim, v gledališki zgodovini, kjer se je odvilo toliko odličnih predstav, da se mu na nek način poklonimo. In zato smo zavestno zbrali pač za zadnji dve uprizoritvi drami, ki to nekako simbolizirata. Prvo je zdaj ameriški sen, to je bila namreč prva uprizoritev v, kako bi rekla, v viziji, v okviru vizije o vzpostavitvi male drame. Ni bilo še namreč to prizorjeno v prostoru male drame, ki je pač tamle, ne? Ampak je bilo prizorjeno še v Križankah. Je pa seveda to predstavljalo zametek idejni in konceptualni male drame, zato ker to je bila prva predstava, ki so jo naredili izven male drame, mislim, izven SNG drama in je torej bil to prva nekakšna off prizoritev. Tako da to se nam je zdelo pomembno, da se poklonimo prostoru na ta način. Zdaj bomo, preden pa predam besedo Maticu, bi pa rada še to povedala, da žal se nam je včeraj zgodilo to, da smo pač morali prestaviti premiero, če imate še to informacijo, da ne bi bila premiera že naslednji teden, kar bi se seveda tudi lepo sovpadalo seveda s to našo današnjo prireditvijo. Žal, zaradi bolezni smo morali narediti prezasedbo znotraj ekipe, kar pomeni, da smo morali tudi zamakniti premiero. Tako da zdaj po novem je premiera 21. marca, to je v četrtek, na mesto, torej naslednjo sredo, premakali smo pravzaprav za 8 dni. Hvala lepa in Lepo pozdravljam še v mojem imenu. Edward Olby je eden izmed najpomembnejših ameriških dramatikov 20. stoletja. Njegova prva drama Zoo Story, v slovenskem prevodu Zgodba o živalskem vrtu, je bila krstno prizorjena v Berlinu leta 1959, kjer je doživela izjemen uspeh in na krilih tega evropskega uspeha je Olby postal tudi priljubljen dramatik newyorške in pariške scene. Njegov največji uspeh kariere je prišel nekaj let zatem z dramo Kdo se boji Virginia Woolf, ki je pozneje postala tudi mednarodni filmski hit, celo filmska klasika, in v tako ameriškem kot v širšem svetovnem kontekstu največkrat uprizorjena Olbyjeva drama, tudi pri nas, kjer je bila uprizorjena točno 10-krat, od tega kar 4-krat v 90-ih. Olby, ki je živel skoraj 90 let, umrl je leta 2016, je v svoji dolgi karieri napisal okoli 30 dram, 5 adaptacij, na začetku 60-ih še 2 operna libreta, leta 2005 pa je šla tudi zbirka njegovih esejev. Skozi celotno kariero je v Evropi užival izjemno priljubljenost in bil deležen bogate kritiške in teoretske recepcije. V Ameriki pa je bilo precej drugače. Po seriji manj uspešnih dram iz konca 60-ih in začetka 70-ih je v ZDA skoraj povsem izginil iz večjih odrov, sicer je še vedno živel v Ameriki, tudi predaval na univerzi v Houstonu, vendar pa je bilo njegovo gledališko delovanje v tem času vse tesneje povezano z Evropo. Še vedno so ga veliko uprizarjali v Nemčiji, tudi v Angliji, po vzhodni Evropi, kot bomo videli v nadaljevanju. V 80-ih pa je za Olbyovo ustvarjalnost postalo najpomembnejše mesto Dunaj, kjer je deloval tudi kot priznan režiser, večinoma klasikov ameriške dramatike, pa tudi svojih novih izvednih dram. Vrhunec tega dunajskega obdobja je Olbyjeva krstna uprizoritev lastne drame Tri visoke ženske leta 1991, ki postala ne le dunajska, temveč mednarodna uspešnica, tako odmevna, da Olbyja nazadnje ponovno sprejme tudi Amerika. Olby za Tri visoke ženske prejme Pulitzerjevo nagrado in začne se njegovo drugo zvezdniško obdobje v domovini, ki
ki traja ne le do njegove smrti, ampak pravzaprav vse do danes. Prav v zadnjih letih se je zvrstilo kar nekaj zelo odmevnih in nagrajenih ameriških uprizoritev Orbijevih dram. Kot opozarjajo številni raziskovalci ameriške dramatike, gre za edinstven fenomen v zgodovini ameriškega gledališča, ne le po tej plati, da je navdušeno prizarjanje Orbijevih del na večjih ameriških odrih razdeljeno v dve izpuščeni obdobji, med katerima je več kot 2 desetletji premora, temveč tudi to, da je tako vznik te slave, kot tudi njen preporod povzročila in sooblikovala evropska recepcija. Poleg teh dveh odločilnih momentov v Orbijevi karieri, torej berlinskega vznika in dunajskega preporoda, je za njegovo evropsko in svetovno recepcijo izjemno pomembna še ena letnica. Gre za leto 1963. Takrat je na pobudo predsednik Kennedyja Orbij skupaj z Johnom Steinbeckom, ki je leto prej prejel Nobelovo nagrado za literaturo, odpotoval na turnejo po Sovjetski zvezi, kjer sta se ameriška pisca srečevala s sovjetskimi literarnimi in gledališkimi ustvarjalci. Glavni namen tega obiska, vsaj strani ameriškega političnega vrha, je bil rahlanje napetosti med obema velesilama v tem izjemno napetem času, spodbujanje zbliževanja med kulturniki in medkulturno izmenjavo. Ta turneja, ki se je končala predčasno v tragični novici o atentatu na Kennedyja, je naredila na gostitelje izjemno dober vtis in stkale so se močne vezi med Orbijem in sovjetsko gledališko sceno. Orbija so takrat naprej veliko prizarjali, tudi vabili, številne uprizoritve svojih del se je gledal živo, skratka v Sovjetski zvezi, pa tudi v drugih državah vzhodne Evrope je dobil status enega izmed najbolj priljubljenih ameriških dramatikov. Tukaj vidimo fotografijo iz tega obiska, Orbij na desni, Steinbeck na levi. Ta fotografija je bila posneta v Pragi, kjer sta preživela, mislim, da en teden, v Sovjetski zvezi več kot mesec dni. Še nekaj drugih držav vzhodne Evrope na tem obisku tudi približno teden dni vsaki. Tukaj so tudi skupinske fotografije iz Kijeva. Zdaj, ta prezentacija, ki si jo bomo gledali, vključuje gradivo iz ikonoteke Slogi, gre za fotografije uprizoritev Orbijevih dram, slovenskih uprizoritev iz 60-ih. Moje predavanje pa bo nekako orisalo ključne poudarke v recepcijo Orbija v evropskih socialističnih državah, na koncu pa bomo povezali tudi z slovensko zgodno recepcijo. Torej, Orbij postane priljubljen v vzhodni Evropi in ob sovjetski recepciji, s katero začenjam, se srečam s prvim zanimivim paradoksom v tej vzhodnoevropski recepciji Orbija. Namreč sovjetsko gledališče je bilo seveda pod zelo strogim političnim in cenzorskim nadzorom. Gledališki repertoar je moral biti ustrezno ideološko utemeljen, pa tudi estetske smernice so bile precej jasno in precej ozko določene v skladu s paradigmo tako imenovanega socialističnega realizma. Sovjetski gledališčniki, ki so želeli uprizarjati Orbija, so po njegovih delih posegali zato, ker jim je predstavil neko možnost za odklon teh smernic oziroma neko razširitev in osvežitev gledališkega horizonta. Edini način, da so lahko to dosegli, pa je bil, tukaj so seveda ključno vlogo odigrali gledališki literarni kritiki, v prepoznanju Orbija kot pisca, ki absolutno ustreza tem ideološkim in estetskim smernicam. Iz te dileme izvirata dve ključni posebnosti v sovjetski interpretaciji Orbija. Orbij je bil tu v prvi vrsti prikazan kot pisec, ki kritizira ameriško družbo in kapitalizem. To nam bi bila osrednja vsebinska poanta njegove dramatike, osrednji smoter njegovega pisanja. Druga posebnost pa zadeva vprašanje slogovne umestitve Orbijevih dram, ki so po tej plati izjemno eklektične in poleg prepoznavnega ameriškega naturalizma vsebujejo tudi številne eksperimentalne in avantgardne elemente, predvsem pa grotesne in absurdne situacije, zaradi katerih se je Orbija že od začetka 60-ih povezovalo tudi z evropskim gledališčem absurda oziroma drama absurda, še zlasti z UNESCO in Becketom.
Zgodna sovjetska recepcija Olbija pa je v veliki meri porezala te slogovne nianse in dramatika interpretirala ter uprizarjala kot nekakšnega tipičnega realista, brez večjih slogovnih odlikov. Skratka, Olbi v tem kontekstu, izjemno skeptičnem in odklonilnem do ameriške kulture, dobil zeleno luč kot dramatik, ki naj bi ustrezal tako nazorskim kot estetskim smernicam tega prostora in kot rečeno srednji paradoks te recepcije v tem, da so sovjetski gledališki ustvarjalci po Olbiju posegali iz diametralno nasprotnih razlogov, ravno zaradi drugačnosti in svežine, ki so jo zaznavali v njegovi dramatiki in izzivov, s katerim je nabovala ustaljenim umetniškim in družbenim normam. Zelo podobna situacija je bila tudi v Bolgariji, kot v svojem tekstu recepcije Olbija v tej državi prikaže Dimitar Kenarov, bolgarski pesnik, literarni kritik in esejist. V prvi prizoritvi drame Kdo se boji Virginia Woolf, v Sofiji leta 1966, so, kot pravi Kenarov, uradni kritiki to dramo morali uviti v sprejemljivo marksistično prevleko in razglasiti za nekakšno insajdersko kritiko razpadajočega buržoaznega zahoda. In potem navaja nekaj citatov iz teh kritik. Portret socialnih in političnih razjed sodobnega kapitalističnega sveta, eksces človeške odtujitve, degradacija celotne ameriške družbe in tako naprej. Kenarov opozarja, da so bile podobne ideološke apropriacije deležni tudi drugi ameriški dramatiki, še zlasti Arthur Miller, pa tudi Tennessee Williams. In te bolgarske gledališke kritike, polne ideoloških floskul, ne bi si bile po Kenarovu tako podobne, da bi, če bi odstranili imena avtorjev in naslove del, pogosto težko razbrali, v katerem avtorju in delu sploh teče beseda. A šlo za situacijo, ki je, podobno kot v Sovjetski zvezi, še najbolj razveselila tiste z drugačnimi pogledi. Kot pravi Kenarov, ideološka zver je bila nahranjena, občinstvo pa je dobilo dostop do prevodov in prizoritev privlačnih tujih del, v katerih so si lahko ustvarjali lastno, če tudi pogosto le zasebno mnenje. Zanimiva je bila tudi recepcija Olbija na Češkoslovaškem, v kateri je lani objavil temeljito študijo češki raziskovalec britanske in ameriške dramatike Tomaž Kačer. V kontekstu te recepcije, tudi v njenih političnih dimenzijah, je bila izjemno pomembna razsežnost Olbijevega opusa, ki sem jo že omenil, to so paralele z dramo absurda. Ta ima na Češkem še močneje kot druge status nekakšne antisocialistične umetniške smeri. Na Češkem se je na začetku 60-ih odvila burna razprava, v kateri so marksistični kritiki dramo absurda ostro zavrnili kot dekadentno in nezaželeno. Potem pa je prišlo do postopnega rahljanja in sredi 60-ih tudi vse bolj pogostega uprizarjanja te smeri, kar je navdihnilo tudi novo generacijo čeških dramatikov, ki so pisali pod njenim močnim vplivom. Med njimi je najbolj slaven Václav Havel, ki je seveda kmalu postal tudi eden najvidnejših čeških disidentov. In ravno dejstvo so češki kritiki že zelo zgodaj začeli povezovati dramatiko Havla in Olbija, je bil eden od ključnih faktorjev za nenavadno usodo Olbija na Češkoslovaškem. Namreč po navdušenem uprizarjanju v drugi polovici 60-ih, ki v marsičem spominja na recepcijo v drugih socialističnih državah, je pozneje padal v nemilost pri režimskih cenzorjih. Poleg povezav s Havlom in dramo absurda je bila, kot ocenjuje Kačer, zato odločilna predvsem kontroverzna prizoritev drame Občutljivo ravnovesje, Delicate Balance leta 1969 v Pragi, ki je, torej ne sama Olbijeva drama, ki na češko prizoritev, dobila status nekakšne implicitne kritike sovjetske invazije in je bila zato po začetnem velikem uspehu prepovedana. Od takrat naprej, torej od konca 60-ih, vse do padca komunizma, so bile uprizoritve Olbija na Češkoslovaškem redke, še zlasti v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Še ena zanimivost glede češke recepcije, ki je relevantna, kot bomo videli, tudi za slovensko. Vprašanje, ali se Olbijeva dramatika nanaša izključno na ameriško družbo ali pa gre za tematizacijo modernih odnosov v nekoliko splošnejši perspektivi, ki je v povezavi z dramo Kdo se boji Virginia Woolf na češkem razrešil že kar sam prevajalec. Namreč dramske like je preimenoval s češkimi imeni in jih predstavil v češko okolje, spremenil pa je celo naslov drame, in sicer v Kdo se boji Franca Kafke.
Šlo je za izjemno priljubljen prevod, ki je ostal standarden vse do leta 2014. Drama Ameriški san, The American Dream, ki jo je Olbi napisal leta 1961, je bila v Sloveniji prvič uprizorjena že leta 1963. V režiji Žarka Petana, ko smo slišali na komornem odru ljubljanske drame. Torej le slabi 2 leti po ameriški krstni uprizoritvi. In 1 leto po uprizoritvi prvega Olbija pri nas zgodbe v Živalskem vrtu, prav tako v Petanovi režiji, na odru eksperimentalnega gledališča. Ameriški san je enodejanka, v kateri spremljamo ameriški zakonski par med pogovorom v njuni dnevni sobi. V središču dogajanja sta 2 dogodka. Odhod babice v dom in prihod nekega mladega fanta, ki ga babica imenuje ameriški san. Oba ta dogodka, torej odhod in prihod neke osebe iz tega domovanja, spremlja retorika totalne komodifikacije. Vsi nastopajoči od drugih in o sebi govorijo kot o nekih proizvodih, s tržno vrednostjo in funkcijo z rokom trajanja, ki se lahko skratka kupi, zamenja, nadgradi, vrže stran in tako naprej. Tudi onkraj teh 2 središčnih dogodkov se pogovori dramskih oseb, v katerih Olbi spretno manevrira med komično in mučno atmosfero, v glavnem vrtijo okrog njihove obsedenosti s potrošništvom, denarjem in družbenim statusom. Gre skratka za neko zelo očitno kritiko, na trenutke celo parodijo moderne, hiperpotrošniško naravnane družbe. Tudi Olbijevo najznamenitejše delo Kdo se boji Virginia Woolf iz leta 1962 je bilo pri nas uprizorjeno z manj kot 2-letnim zamikom. V režiji Mileta Koruna, prav tako v drami. Če gledamo Olbijeva dela v celoti, pa so bila na naših profesionalnih odrih uprizorjena več kot 20-krat. So pa bila ravno 60-ta najbolj bogato in tudi najbolj raznoliko obdobje uprizarjanja Olbija pri nas. Prva, in torej vse od danes tudi edina slovenska uprizoritev ameriškega sna, je bila sprejeta kot ena izmed vrhuncev domače gledališke sezone 62-63. Uspešna pa je bila tudi v tujini z odmevnimi gostovanji v Varšavi, Sarajevu in Beogradu. Tako poljski kot jugoslovanski kritiški odzivi na to uprizoritev ponujajo slikovit pogled v značilnosti zgodne recepcije Olbija v evropskih socialističnih državah, ki so v prvi vrsti zaznamovali poskusi umestitve ameriškega dramatika v kontekst ideoloških in kulturnih konfrontacij hladne vojne. Na Poljskem so gostovanje drame z ameriškim snom napovedali kot uprizoritev naprednega pisatelja zahodne poloble in enega izmed najpomembnejših dramatikov ameriške sodobne avantgarde. Ameriški san pa so označili za nadrealistično tragifarso in groteskno satiro. Podobno kot slovensko je tudi varšavsko občinstvo že videlo enega Olbija leto prej v poljski produkciji, prav tako je šlo za dramo Zgodba o živalskem vrtu. Poljski kritiški odzivi na slovensko gostovanje so bili sicer glede vrednotenja same uprizoritve izrazito pozitivni. Kakšna pa je recepcija Olbija, ki jo lahko razberemo iz teh kritik, še zlasti v primerjavi z že orisanimi sovjetskimi, bolgarskimi in češko-slovaškimi podatki? Kot bomo videli v naslednjem citatu, precej sorodna. Citiram: Edward Olbi je danes splošno priznan kot najpomembnejši ameriški dramatik mladega rodu. Je neusmiljen, okruten in mogoče celo pesimističen. Toda v koga meri njegov pesimizem? Katere socialne formacije se dotika? To je namerna obsodba kapitalizma v njegovi najbolj razviti obliki, senčna stran tiste Amerike, ki jo idealno in polakirano prikazuje v filmih Made in Hollywood. Olbi je neusmiljen. Prikazuje bogato življenje, toda brezsrčno in okrutno nasproti ljudem, ki so obsojeni na nesmiselno intelektualno in moralno vegetacijo. Takšen je ta ameriški ideal, o katerem sanjajo včasih tudi nekateri ljudje v Evropi. In nimamo vzroka, da bi prikrivali to resnico o sodobni Ameriki pred našimi gledalci, tem bolj, če je porok za resnico ameriški pisatelj, katerega ne more nihče obsoditi za pristranost. Jugoslovanski odzivi so glede samega vrednotenja
ameriške družbe podobni poljskim, vendar poleg navdušenja nad ideološko posvojitvijo Orbija, nekateri kritiki izražajo tudi skepso glede umetniške vrednosti njegovega dela, mestoma tudi presenetljivo zvišen celo pokroviteljski odnos do ameriške gledališke kulture kot take. Tipičen primer tovrstne drže najdemo v zapisu Vuka Vuča za književne novine. Citiram: blesteča in vabljiva kariera mladega ameriškega pisatelja Edwarda Orbija, ki jo je dosegel z 2 enodejankama in znam še neznano dolgometražno dramo Kdo se boji Virginia Woolf, kaže na evidentno potrebo tudi na drugi strani velike luže, da bi v gledališče infiltrirali nove bistvene korekture, glorificirane v zadnjih letih z izkušnjami romanske antidramske alkemije. Gre za proces infiltracije in naturalizacije pariškega gledališkega iznajdbenega duha v ZDA. Po zaslugi posvečenega ameriškega prakticizma in zakoreninjene realistične tradicije je francoska drama pod tem podnebjem obogatela z neke vrste socialno noto in sumljivo jokavimi humanističnimi zagovori. Ameriški sen Edwarda Orbija je tipičen parazitski poganjek vzklil na UNESCO-vem steblu. Orbi pa je mojster mimikrije, katero bi rad proglasil kot samoniklost, spreten tart, ki se brez zadrege z vso težo obesi na dobrodušno vine stare Evrope. Orbijeva užitno obrana zmes antidramskih šal in naturalistične karakterologije je kljub temu težko prebavljiva za želodce, ki so okusili originalnost in pikantnost francoske kuhinje. Skratka, Orbi v teh zapisih predstavljen kot ameriški dramatik, ki ne bi podajal uničujočo kritiko ameriške družbe in kapitalizma. Obenem njegove umetniške kvalitete niso nekaj samoniklega ali izvedno ameriškega, temveč ne bi bile odraz vpliva evropske literature na ameriško književnost, v najboljšem primeru kvalitetna kopija in v najslabšem nekakšna močno poškodovana tatvina. In to je v grobem okvir, skozi katerega so bili gledališki kritiki vzhodnega bloka in do neke mere, tudi nekoliko manj bojevito tudi Jugoslavije, pripravljeni pozdraviti uprizoritve Orbijevih dram. Kako pa je bilo s tem v Sloveniji? Kako se slovenski kritiški odzivi na to uprizoritev ujemajo s preorisanimi in po čem se od njih razlikujejo? Slovenska recepcija na zanimiv način odstopa od preorisanih. V ospredju razprave o tej drami in njeni uprizoritvi je namreč konflikt glede dveh ključnih poudarkov, ki smo jih obravnavali, torej glede interpretacije družbeno-kritičnih dimenzij Orbijeve drame, glede tega, kam merijo in kaj obsegajo, in pa glede uprizoritvenih smernic, torej v prvi vrsti vprašanje razmerja med Orbijevim slogom in realizmom. Žarko Petan, režiser ameriškega sna, je v svojem zapisu v prizoritvi, ki je bil objavljen v gledališkem listu, zapisal: ameriški sen presega ameriške razmere. Mehanizacija človeštva in njene posledice, nevarnost, da se bo človek izenačil s predmeti, še več, da bo postal njihov suženj, da bo izmaličil v svoj čustveni svet in tako naprej, je najbrž vse splošna. Orbi nam to nevarnost kaže v najbolj grozljivih, grotesknih barvah. Pomemben pa je tudi problem uprizoritve. Večina sodobnih dramatikov zahteva poseben način uprizarjanja. Realistično igranje tu ni mogoče. Vsak stavek skriva v sebi še neki podton, vsaka situacija nek simbolen pomen. Podton je pomembnejši od običajne realne zgodbe. Ti dve provokativni opaski, ki neposredno kontrirata temeljnim smernicam, ki smo jih zaznali v predhodnem pregledu recepcije Orbija v socialističnih državah, so spodbudili izjemno oster odziv Josipa Widmerja. Citiram: treba je reči, da je ameriški sen zelo glasen krik in vrh vsega navsklic sodbe režiserja Žarka Petana zelo ameriški. S precejšnjo močjo, dovolj drzne in tudi humorne fantazije je avtor majhen in zelo hlapen življenjski prostor nagnetel vso brezsrčnost in brezdušnost, ki jo vidi v življenju okoli sebe. Tako mu je nastala groteska, že kar pošastna groteska, ki s svojim dokaj normalnim unanjem videzom le tam bolj opozarja na strahote, ki se skrivajo pod njim.
Mislim pa, da so te strahote vendarle zelo specifično amerikanske in ne izrazite splošno človeške, zaradi česar jih mi spremljamo in gledamo bolj kot pošastno egzotiko, kakor kot nekaj, kar bi boleče prizdevalo tudi nas. Kdor bi hotel pisati tako sansko moro iz našega življenja, bi moral v drugačnem prizoru nanizati vrsto drugačnih človeških deformacij, ki bi bile vsekakor manj grobe in manj primitivne. Skratka, ta groteska je za nas informativno delo, čeprav čutimo za njo resnično bolečino in jezo zdravega, če tudi morda preveč razdraženega in nam ne povsem sorodnega duha. Konec citata. Skratka, Vidmar polemizira s Petanom, obenem pa problematizira že samo umestitev ameriškega sna v repertoar in zapiše, da bi trud, ki je bil vložen v to prizoritev, vendarle zaslužil pomembnejše delo, ki bi nas globlje zainteresiralo kot tudi literatura. Ta krik je za nas bolj samo senzacija, kot pa zares pretresljivo sintetično podajanje nekega življenja, ki bi nam bilo važno in ki bi nam bilo človeško blizu. Vidmar kljub samo pohvali igralce, zapiše, igralci so imeli nehvaležne naloge igrati ne ljudi, temveč 7 naglavnih grehov sodobnega ameriškega človeka. To kaj pa, da ni povsem preprosta stvar, kajti treba je dati figuram, ki govori nemogoče stvari, ki se nečloveško vedejo, vendarle nekakšno resničnost. Med drugim izpostavi Slavko Glavino, ki naj bi bila, kot zapiše Vidmar, pristno amerikansko kričeča. Omejena aroganca, zvezana s pripravljenostjo na vsako kompromisno kombinacijo, špekulativnost in pohlep po senzaciji, to je vsebina njene figure. Skratka, Vidmar v kontekstu te zgodne recepcije Orbija pri nas nastopa z izrazito antiameriško retoriko, ki v marsičem spominja na kritiške zapise iz držav vzhodnega bloka. Odločno se postavi na stran interpretacije, da Orbijeva drama tematizira ameriško in zgolj ameriško družbo kot nek edinstven izoliran problem, celo patologijo. Obenem meni, da je ta problem preveč tuj, oziroma kot pravi eksotičen, da bi se bilo z njim sploh vredno ukvarjati v kontekstu slovenskega ali pravzaprav kateregakoli drugega neameriškega teatra. Vidmarjev zapis ima še eno zanimivo podobnost z vzhodnoevropsko recepcijo. Poleg režiserjeve interpretacije dela je namreč kritičen tudi do njegovih uprizoritvenih odločitev. Na kratko, Vidmar se zavzame za to, da bi bilo Orbijev tekst primerno prizaviti bolj realistično od Petanovega pristopa. Vidimo lahko skratka, da je poleg antiameriškega sentimenta tudi ta druga dimenzija vzhodnoevropske recepcije, torej apologija realizma v razmerju z grotesko in absurdom, dobila svoje mesto v tej Vidmarjevi kritiki, ki je tako v slovenski prostor vnesla skoraj vse tipične poudarke zgodne vzhodnoevropske recepcije Orbija, s to bistveno razliko, da je vse v tej fazi Vidmar zavračal smotrnost njegovega prizarjanja. Vasja Predan pa je v svoji kritiki ameriškega sna glede družbeno-kritičnih vprašanj ubral nekakšno srednjo pot med Petanovo in Vidmarjevo interpretacijo. Obenem pa se je, vsaj kar se tiče vprašanja prizoritvene estetike, postavil na diametralno nasprotno pozicijo Vidmarjeve. Tudi Predanovo oceno zaznamuje odklonilen odnos do ameriške družbe, obenem po Petanovi tezi o tem, da je Orbijeva drama relevantna iz vidika širše, tudi jugoslovanske sodobnosti, vendarle vidi prepričljivo poanto. A za Predana ta poanta ni v prepoznanju, da si ameriška in jugoslovanska družba delita neke temeljne skupne problematične poteze, temveč v prepoznanju nastavkov v širši evropski družbi, zaradi katerih bi lahko v prihodnosti prišlo do tovrstnega zbližanja z ameriškim načinom in razumevanjem življenja, ki ga Predan v tem tekstu, podobno kot drugi kritiki, vrednoti izrazito negativno. Citiram. Ko smo svoj čas poznali prvo eno dejanko mladega ameriškega dramatika Edwarda Orbija, zgodbo o živalskem vrtu, se nemara nismo mogli tako ogreti za njeno idejno vsebino, kot so to storili Američani, ki so njeno problematiko poznali iz neposredne autopsije. Z ameriškim snom se dogaja nekaj podobnega, čeprav v občutno manjši meri. Zdi se namreč, da je Orbi tokrat segel
širje in tudi globlje. Čeravno gre avtorji očitno za to, da razgali podobo razdejanega človeka, ki ga je rodila Amerika z vsemi svojimi laskavimi in neosmiljenimi atributi, čeravno je razčlovečenost in zasluževanje predmetnim malikom domala klasično ameriški problem, četudi je tako deformirana etika, kakršno srečamo pri osebah iz drame Ameriški sen, nemara zašla v skoraj da morbidno, patološko skrajnost odtujitve pristnemu, nepotvorjenemu človeškemu bistvu, prav v senci newyorških nebotičnikov, in čeprav je naposled tako ostra obtožba ameriškega sna lahko privela le izpod peresa tako senzibilnega protestanta v narekovajih, kakršen je polnokrvni Američan Edward Albee, je vendarle širši pomen te enodejanke v tem, da nas poleg groteskno krčevite informacije o ameriški resnični stvarnosti seznanja tudi s tezo, ki je nikjer deklarativno ne oznanja, a jo moramo deducirati iz podteksta, da je namreč zgled ameriškega sna mogoče perspektivno tudi poskušiti. In čeprav je tedaj Albeeva enodejanka za nas, hvala Bogu, vendarle zgolj obtožujoča informacija ali informativna obtožba, je narava namiga in posploševanja taka, da nas sili k nesentimentalnemu sklepanju prihodnosti človeškega bivanja, ki bi sledilo zgledu ameriškega sna v narekovajih in brez njih. Tako se je Albee pridružil nekaterim evropskim umetniškim vicam in obtoževalcem, nam pa so vsi skupaj vnovič naložili nevarnost samo premislek in dejanje. Konec citata. V teh slovenskih odzivih se ne skrivajo le različni pogledi na obravnavano dramsko delo in dramatika, temveč se odvija tudi neka usodnejša diskusija, zakodirano gledališko-kritiško snov, kjer do izraza prihajajo različne pozicije slovenskih intelektualcev tistega časa, glede mesta slovenske družbe v razdvojenem povojnem svetu. Zanimivo je, da je bil ameriški sen pri nas uprizorjen kmalu po kubanski raketni krizi, torej ena od najbolj napetih momentov hladne vojne. In zanimivo je tudi to, da se prvič vrača danes, v času novih geopolitičnih zaostritev, ki v marsičem spominjajo na tiste iz začetka 60-ih, žal tudi v tej razsežnosti, da se ponovno po 30 letih relativno odprte in dialoške mednarodne kulturne izmenjave, kulturni prostori velesil in njihovih zaveznic zapirajo in izpostavljajo nove, na videz spet nepremostljive meje. To dogajanje bi brez dvoma razočaralo Edwarda Albeeja, enega izmed tistih, ki so v 20. stoletju na področju gledališča delovali izrazito v nasprotno smer in si, kljub vsemu, kar je bilo izgubljeno ali pridobljeno s prevodi, prizadevali za krepitev kulturne izmenjave in povezanosti med Zahodom in Vzhodom. Najlepša hvala. Kakšno vprašanje? Kako je bilo pa z Albeejem kasneje v Sloveniji? A se ga je afirmirali, ali ker recimo Godoja, ne, je bil na nek način drama absurda, ki so ga gledališčniki pograbili kot novo smer kritike in tako naprej. Je postal klasika, ne. Albee pa, kot se rekel, je bil veliko prizarjen na 60-ih, kaj pa pol? Relativno veliko je bil prizarjen tudi pozneje, kot sem rekel, skratka, v 90-ih kar 4-krat, kdo se boji, Virginia Woolf. Ta frekvenca prizarjanja je relativno enakomerno razporejena skozi desetletja. To, kar sem izpostavil, je, da so 60 nekako najbolj raznolika. Kad so prizarjali preprosto novo Albeeva dela, tiste, ki so takrat bila napisana z rahlim zamikom. Pozneje pa se nekako je Albee na nek način prizarjanje drame Kdo se boji, Virginia Woolf, in potem vsako desetletje, recimo še kakšna ali pa dve poleg tega, ne, in pa seveda tudi potem te novejše, zanimive drame pozneje. Mislim pa, da kar se tiče literarno-kritiške recepcije, da pa dejansko se ga v dveh sklopih obravnava podobno kot drugje, v sklopu največjih ameriških
dramatiko 20. stoletja in pa v sklopu drame absurda. A ste mogoče v tem smislu ameriških dramatikov kaj našel o Samu Shepardu? Prosim, če se? Sam Shepard, ne, je bil tudi v tem času, mislim, da ste kaj v tem smislu našel, ker ste omenili, da sem v Tennessee Williamsa pa Olbija. Mislim, zdaj, ta branja primerjanja tega velika, ki se bere ta del skupaj primerja z Olbijem. Prav, da bi bil pa Shepard relevanten za to današnjo temo, pa ne vidim zelo vidne povezave. No, če smem. V bistvu Shepard je eno generacijo mlajši. In nekako velja, da pač v tej recepciji, da Olbi še pripada tej klasični, čeprav je že pač bolj moderen, ampak da pravzaprav tudi po, ne vem, po tehniki, po intenziteti pisanja, naprimer, da bolj sodi k tem Tennessee Williams pati, ta klasik, seveda Arthur Miller, da Shepard je pa ta bolj že rockerska generacija. A se mogoče, mislim, a se da mogoče, vprašam samo mogoče, oceniti Vidmarjevo oceno do Žarka, ne? Tudi na tem, bom rekla, političnem, osebnem takrat razmerju med Žarkom Petanom pa rečemo politiko, ne? Če se da Vidmarjevo oceno Žarka Petana kot gledališkega režiserja v podtonu gleda tudi skozi oči, da je pač takrat bil velik razkol političen med njim in komunistično partijo, ne, se to se ve. Mislim, No, to je pač zanimiv vidik tega. Zdaj, jaz mislim, da je, kot rečeno, ta zapis precej stereotipen, povzetek. Določeni stavki, ne, letijo prav na njega kot karakterja, ne, v tej kritiki Vidmarjevi. Na Petana? Ja. Ja, no, vsekakor je bil Petanov ta kratek zapis ob tej krstni prizoritvi drzen, tako da tudi v tem smislu ne bi bilo presenetljivo, da se nekdo tako ostro odzove. To so mogoče, pa seveda so bile neke druge dimenzije skrite, ki niso tako očitne v tem zapisu. No, ampak zadnjič, ko smo imeli tango, smo videli, da je Vidmar razno grobo razsul tudi tango, no, tako da on je bil zelo neusmiljen v teh svojih kritikah in lahko, da je tudi Letelke osebno, ampak bil je res, on je razcefral dobesedno, ne. Bolj je imel probleme z moderno dramatiko, kot z Žarkom Petanom osebno, verjetno. Tako se zdi, ne. No in to je zanimiva pomba, ker je Mroška se izjemno povezovalo z Olbijem, tako da so prizarjali določena dela skupaj v tistem času. Skratka, je v tej kategoriji tudi kar se tiče teh ideoloških dimenzij, se to nagajamo skupaj. Kaj pa kakšna kritika na Korunovo režijo, ker meni se zdi tista predstava verjetno skoraj najboljša od vseh, ki so bile prizorjene. Kaj pa Korunova režijo je dokaj konkretno ocenu, ker ta predstava se mi pa res bi napunstva. Ja, v sklopu te raziskave se nisem ukvarjal s poznejšimi zadevami, so osredotočeno, ampak poveste, kaj je o tem, pa z veseljem pristopnem. So pa bile, to pa je, pač bile so izjemno pozitivne kritike, to pa je drži. Olbija se je pol afirmira, ne, definitivno. To se boji Virginia Woolf, ne. Za razliko od Mroška, ne, ki je na nek način s tangom ni pol nikoli zaživel v taki meri.
Pa 3 visoke ženske so bile tudi v Sloveniji zelo pozitivno sprejete. Ja. To je to zadnja njegova, ne? Kaj bila, ali ne? Potem je še Si koza, kdo si vde. Seveda. To je taka zadnja velika uspešnica. Ja. Najlepša hvala za pozornost in lep večer še naprej.